Kakšna so vaša opažanja glede ozaveščenosti mladih o varni spolnosti, o uporabi kontracepcijskih sredstev, s katerimi ni mogoče preprečiti zgolj neželene nosečnosti, ampak tudi onemogočiti prenekatero okužbo? Ja, kot dolgoletna medicinska sestra v zdravstveni vzgoji delujem predvsem na področju preventive. Se pravi, ozaveščamo otroke, če lahko rečem, od zgodnje starosti pa skozi celo šolsko obdobje, mladinsko obdobje, predvsem o varni spolnosti, se pravi prilagojeno določeni starosti v določenem obdobju. Vsekakor vidimo predvsem problem v tega, da mladi dobijo zelo veliko enih specifičnih informacij, se pravi dostopnost glede spolnega zdravja oziroma spolnosti kot take, je lahka, enostavna, ni pa neke splošne razgledanosti, kaj je prav, kaj je narobe, kje so možnosti, kako se lahko zaščitijo, kako lahko preprečijo spolno prenosljive bolezni, kako se varno spolno obnašati, in na tem področju se medicinske sestre zelo trudimo. Ste morda medicinske sestre vključene tudi v ozaveščanje staršev glede cepljenja proti humanemu papilomavirusu, ki se ga izvaja pri šestošolkah in šestošolcih? Seveda, to je naša poglavitna naloga, prav to preventivno delovanje. Zdaj v Sloveniji imamo zelo dobro organizirano sistemsko vzgojo za zdravje, kar pomeni, da medicinske sestre vstopamo v vrtce in v šolske prostore, ciljano in sistemsko. Te vsebine so jasne v vsakem razredu v osnovne šole. Tako da lahko v bistvu vključimo, kjer je vsebina, kjer je tema zdravstvene vzgoje taka, da se to lahko vključi že tam. Ni nujno, da je to ravno spolna vzgoja, ki ima nekje domeno v 9. razredu osnovne šole, kjer je vsebina prav spolna vzgoja. Če dam recimo primer, v 5. razredu osnovne šole, ko se pogovarjamo o rakih, se že tam dotaknemo humanega papilomavirusa, se že tam dotaknemo cepiva, kaj s tem naredimo, kaj s tem preprečimo. In tako se te vsebine prepletajo tudi v drugih razredih. V 6. razredu, ko je vsebinsko odraščanje, torej puberteta, pa se že tam dotaknemo na njim razumljiv način tudi HPV-ja, torej humanega papilomavirusa, tudi varne spolnosti, kaj to sploh je, kakšno je poznavanje lastnega telesa v tem kontekstu. Kakšna pa je odzivnost ne toliko učencev, kot predvsem njihovih staršev glede odločanja za cepljenje, kajti vemo, da so pri nas na tem področju prisotni še precejšnji zadržki? Kar zadeva odzivnosti staršev, to cepljenje je torej pri nas priporočeno cepljenje, za katerega se odločijo starši šestošolcev. Tako da najboljša je odzivnost, če starši dobijo dovolj informacij, in sicer takih neposrednih, se pravi oseben kontakt je zelo dober način, da se poveča odzivnost na cepljenje, kajti le tako starši dobijo možnost vprašanj, svojih stisk glede cepljenja in s tem potem olajšajo si odločitev, da se odločijo bodisi za cepljenje ali pa ne. Ta koronski čas nam je seveda to preprečil, in zaradi tega bili smo na dobri poti k zviševanju cepljenja proti HPV. Sedaj je to malo upadlo, ampak jaz ne dvomim, da bomo skupnimi močmi vseh strokovnjakov, ki delujemo na tem področju, uspeli dvigniti precepljenost. Kakšen pa je delež precepljenosti proti HPV na Gorenjskem? Na Gorenjskem je delež precepljenosti nekoliko višji kot v Sloveniji, kjer je nekaj čez 40%, na Gorenjskem nekaj čez 50%. Ta delež se nam je seveda v zadnjem letu znižal, je pa od občine do občine oziroma od upravne enote do upravne enote drugače.